Ej, Marko, kdo ima danes komentar? Ne vem. Ej, jaz imam danes komentar, ali ko piše v pogodbi, da moram vsaki docajta se vnet pojaviti. A moš kar zdaj, ali? Pa vse te niso resni. Lepo pozdravljeni iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Na Hrvaškem so se končale parlamentarne volitve. Po prvih neuradnih izidih naj bi na njih zelo tesno zmagal HDZ, ki naj bi dobil 61 mandatov. SDP naj bi jih dobil 58. Druge stranke, ki so se uvrstile v sabor, naj bi skupaj dobile le 21 mandatov. Končni zmagovalec volitev zaenkrat še ni znan, saj je razlika zelo tesna. Takole so na sedežu SDP-ja skupaj s podpredsednikom SD-ja Igorjem Lukšičem včeraj zvečer poslušali govor predsednika HDZ-ja Iva Sanaderja. Demokratske zajednice izvjesna. Ja je ne mogu i neću proglasiti dok ne budu svi rezultati gotovi, ali se ništa bitno ne može promijeniti. HDZ pobjeđuje u 10 izbornih jedinica u Hrvatskoj i pobjeđuje naravno i u 11. izbornoj jedinici. Moram nešto reći da smo slobodnu Hrvatsku 1991. druge pa do 1995. svi zajedno stvarali. Protivim se bilo kakvom unošenju novih podjela u hrvatsko narodno biće. Takole pa je izjavo predsednika Stjepana Mesića o tem, komu bo podelil mandat za sestavo vlade, komentiral predsednik SDP-ja Zoran Milanović. A mislim da sam dobro shvatio, mandat za sastav hrvatske vlade i povjerenje za vođenje ove zemlje dati onome tko dokaže da ima podršku većine zastupnika u Hrvatskom saboru. Naglašavam, nakon objave privremenih i neslužbenih rezultata izbora za Hrvatski sabor, u koje nisu uneseni neki od rezultata velikim hrvatskim građanima, mi ovoga trenutka krećemo u razgovore, pregovore, konzultacije i siguran sam da ćemo u tome uspjeti. Hvala. Minister za promet Radovan Žerjav pravi, da je Ministrstvo za promet v tem letu svoje delo opravilo dobro. Glede gradnje predora Šentvit pa je povedal, da je Dars na nedavno končanih pogajanjih z SCT iztržil največ, kar je bilo mogoče v danih okoliščinah. In kakšna naj bi bila alternativa? Da z izvajalcem seveda končamo vse skupaj in pomaknemo dokončanje tega predora v nedoločeno prihodnost. To bi imelo prav gotovo za posledico, da bi ta predor bil še najmanj 2 leti zaprt. Seveda bi morali iti v nove razpise, iskati novega izvajalca, zaključevati po sodni poti stare grehe. Kljub temu, seveda, da so izbrali seveda drugačno... Kljub temu, da so izbrali drugačno pot, je minister zadovoljen. A to v redu? Ja. Vse, kot sem že nekajkrat jasno in glasno, če hočete, tudi povedal, se ne bomo pustili izsiljevati. Zveza potrošnikov Slovenije je predstavila izsledke akcije spremljanja cen. Kot je povedala Breda Kutin, so ugotovili, da so razlike med cenami znotraj skupine 1200 izbranih istovrstnih prehrambenih izdelkov pri različnih ponudnikih zelo velike. Najdražji koruzni kosmiči so več kot 4-krat dražji od najcenejšega izdelka, zajetega v akciji. Ej, a sem že jaz na vrsti? Ne, še no. Kutinova je nekaj besed spregovorila tudi o sporu Zveze potrošnikov z Mercatorjem, ki je zvezi grozil celo s tožbo, do katere pa očitno ne bo prišlo. Po sestanku je bilo popolnoma jasno ugotovljeno, da pri popisu cen Zveza potrošnikov Slovenije ni naredila nobene napake. Celo opazili smo jih na nekatero, po našem mnenju, neprimerno trgovinsko prakso.
za katero morda niti sami niso točno vedeli. Predsednica Zveze potrošnikov je komentirala tudi napoved elektrodistribucijskih podjetij Ljubljana, Maribor, Celje in Gorenjska, da se bo 1. januarja 2008 električna energija za gospodinjstva zvišala v povprečju za 6%. Podražitev po novem letu nas seveda ni presenetila. Zelo zanimivo, če smem biti malo sarkastična, pa je, da so vsi najavili enak odstotek podražitve. To nas spominja na primer uvedbe tarif za dvig gotovine na bančnih avtomatih, in upamo, da bo Urad za varstvo konkurence ukrepal in da ne bo za analizo rabil več kot leta dni to, kar je bilo v preteklosti, da je sploh se začel nek postopek. Kaj se je pa dejansko zgodilo, to pa bi bilo mogoče fino, če še vi malo pogledate. Ob dnevu Rudolfa Maistra je bila državna proslava tokrat organizirana v hali A sejmišča v Gornji Radgoni. V prvi vrsti so sedeli politiki s premierjem Janezom Janšo in Urško Bačovnik v središču. V slavnostnem govoru je minister za šolstvo in šport Milan Zver vse navzoče spomnil ter podučil, katere so prave domoljubne vrednote. Samo tisti, ki zazna celovito, lahko zazna resnico. Samo tisti, ki ceni sebe, je sposoben ceniti tudi druge. Biti ponosen na svoj narod omogoča, da cenimo in spoštujemo tudi druge narode, njihov način življenja, njihovo kulturo. Šele na tej podlagi se enakovredno uvrščamo v skupno evropsko družino narodov, ki jo bomo vodili v naslednjih 6 mesecih. Minuto čez polnoč so začeli stavkati slovenski cariniki, ki od vlade zahtevajo spremembo kadrovskega načrta vlade glede na premajhno število carinikov, reorganizacijo carinske službe, dodatek za prepovedi in omejitve ter napredovanje. Na mejnem prehodu Obrežje smo nekaj minut pred 5. uro zjutraj posneli, kako izgleda štrajk ob vstopu v Slovenijo. O stavki carinikov, komentar dneva, Vita Korošec. Pozdravljeni. Sem čula, da so še cariniki začeli štrajkati. Pa se je prav, jaz mislim, da je že prav tek. Pa že imajo uržek za štrajk. Nazadnje, ko smo se pelali čez avstrijsko mejo, je bilo vse opuščeno tam. Tako žalostni so se mi zdeli tam cariniki. Po mojem tudi zaradi guantov, ko zdaj imajo kar take modre guante, tako policaji. Jaz ne zastopim. Normalno, če so pa vse njihove kolege dota na hrvaško mejo poslali. Na Holmcu pa gara reveži ko kupne sreče, se ne vejo, kaj bi delali. Schengen pa to, ali? Jaz ne zastopim. Prej smo imeli carino s 4 državami, zdaj imamo pa itak samo eno. Normalno, da so cariniki zaštrajkali, kaj pa nej? Gara na severu je čist prazno vse, ala? Spoda na južni meji je pa taka gužva ratala. Če se s fligarjem čez zapeleš, bogi cariniki, izgledajo kot grumpi na žgancah. Vse še sedet ne morajo, tek se gužvajo. Jaz res upam, no, da bo še ti Virant, ali kaj je že, sej tejko, da jim bo dal malo več denarja, da si bojo bogi sroti lahko kaloriferje kupili, pa da bojo lahko zunaj na stolah tako ledi sedeli, pa da jih ne bo zeblo, pa da jim ne bo treba stati več. Tako da vi kar štrajkite, sam do poletja morate pa erat, kot je, da gremo pa mi dota na Lošinj za 14 dni, ali? Slovenija, 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 kultura. V organizaciji društva Kultivacija so v petek v Rušah nastopili prekmurski Psychopat. Potem so bili pa še v soboto na Metelkovi, a ne? Nis bil, a ne? Ne. Jaz pa. Še vreme. Če ste jedli ribe in korenje, se vam bo morda zdelo, da sonce sije nekoliko svetleje, če sploh.
Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti. Ostanite še naprej z nami.